Dobro jutro. O cirkusu sem že povedal, a ne, da je rom-pom-pom. Zdaj mediji res so začeli skakati, da ljudje moramo stroki zaupati. Ljudje niso nehali televiziji verjeti, ne. In zdaj so tule oni prestrašeni, ljudje so začeli razmišljati s svojo glavo, panic in the house, ne, panika v društvu, to ni dobro, ljudje razmišljajo, nič več ne sledijo kot ovce. Bravo, to pomeni, da smo mi malo napredovali, a ne, da smo mičkeno, bom rekel, zavest razširili in ne sledimo kot ovce samo tistemu narativu, ki nam ga prodajajo s temi žužkami, ki jih pravzaprav jemo že ves čas, ne, v obliki E-jev, emulgator, stabilizator, ojačevalec, hidratator, jaz ne vem kaj vse, tle noter so bile valjda tudi žuželke. Zdaj smatram, da mediji so že pod kontrolo belih, da v bistvu gre za pritisk, informacij, da ljudje rečejo, tle nekaj ne štima, ne, ja, super bi bilo, ne. Zdaj, če slučajno niso v rokah, belih, potem tema sama bom rekel, jamo koplje, v kontekstu, da se bodo ljudje počasi začeli dojemati, da mediji so daleč od tega, kar so se imeli za verodostojne. Tudi stroka je daleč od tega, da ji rečemo, da je verodostojna, zaradi tega, ker je pač članica društva. Dobro, okej, pa saj ne rabimo biti prav pretirano brihtni, ne, pač poguglaš, kaj je v žuželkah, noter je hitin je strup, tudi klor je bojni strup in vse, kar smo mi bolezni imeli, so bile v bistvu zastrupitve. Saj pa v Bibliji je že, veš, kača, pa strupena kača, pa zastrupljeno jabolko, pa pravljice, pa vse sorte, oni so nam v bistvu v teoriji vse pokazali. Zdaj z našo zavestjo moramo pa samo to prepoznati. In temu se reče, da je to resnica, zaradi tega, ker smo živeli v popolni laži. Laž je bila pa tako trapasto sestavljena z zelo trapastih ljudi, neinteligentnih, da smo ji rekli pa iluzija oziroma cirkus. In res, če si predstavljate cirkus, ne vem, kdaj ste nazadnje bili v cirkusu, jaz zelo nerad, ampak še tisti, ki sem bil, je to vse a veš, cirkus jedva, da stoji, ne, ampak je pa cirkus, ne. Čim greš pogledat odzadaj, kako so stvari narejene, te kar ne, saj bo kdo kam kaj si kaj polomil, jedva, da stoji. In tako enako je s tem sistemom, ki zdaj neke zadnje bilke sestavlja, da bi se obdržal, ne, nekaj tisočletna vladavina zla, ki je skozi cirkus, iluzijo in težko manipulacijo kontrolirala človeštvo. Ta stvar zdaj propada, ne, temu se reče apokalipsa, prepoznavanje laži in iluzije. Apokalipsa ni zdaj premik tektonski, pa ne vem, poli se obrnejo, vode narastejo, vesoljni potop, ni to. Gre za poplavo informacij, ki prihajajo do nas aktivno od leta 2017, prihaja na plano drop by drop. Če bi zdaj nam bilo navrženo vse informacije, vsa znanja, vse prevare, vse laži, bi se mi v bistvu tega ustrašili in bi rekli, to je pa preveč zame, in se ne bi nikoli poletili. Zdaj pa, ko prihaja malo tu, malo tam prevara, tle so ga nas peljali scat, tle so nas teli umoriti, tam so nas okradli, tam so nas... No, zdaj pa je fajn, da človeštvo nekako dobiva to širino spoznavanja. Tudi skozi javne medije. Jaz sem tudi včeraj v videu rekel, dajmo mir, dajmo ljubezen, ampak samo ljubezen, mir in to ne gre, dokler nimaš v sebi rešenega, bom rekel, bojevniškega duha oziroma zmaja ognja od zmaja, ne, če smo tako to reči. Mora biti v nas ta bojevitost in ta bojevitost je nekaj, kar mi nismo imeli oziroma je bilo v nas zatrto, zatirano, da se ne bi zgodil upor.
Iz tega naslova so tudi fantje pretežno izgubili testosteron. Ne? Moški po večini so brez teh, bom rekel, jajc, da bi branili svojo vas, svojo deželo ali pa svoje pleme, svojo slavo. Ne? Otrok, kar ima slava, naj k nam nazaj se vrnejo. Jugoslavija. Tako. Ničkan, ne za štart. Jaz sem si par stvari napisal, ne bom prav dolg, da vas ne bom v petek namoril, ne. Lej pazi, 3. svetovna vojna, ne. Bo, pa je bila, pa ni bila, pa dajmo se mi zmeniti, a se je druga sploh končala. V bistvu se niti ni podpisano, je bilo samo premirje med Rusijo pa Nemčijo. In govori pač premirje najbrž vsebuje nekaj o nenapadanju druge. Ne? In zdaj Nemčija ni napadla Rusije, ampak je pa Nemčija poslala tanke v Ukrajino, ne? In zdaj s tem pomagala, bom rekel, kako so že okupatorji, sovražniki, skratka napadati Rusijo, ne? Kao, ali pa se braniti, zdaj že kao ne vemo. Nič ni tako, kot zgleda. Mogoče ta vojna v Ukrajini sploh ni tako vojna, kot nam razlagajo. Nič kaj dosti, do mene nič kaj zares ne pride, no. Ne grem se zdaj poglabljati čisto vojno, raje se poglabljam vase in tako. Skratka, tlene bi Rusija rekla, jaz pa to premirje prekinjam, a ne? Ker vi zdaj v bistvu hočete mene napasti, ne? Saj ste vi prvi prekinili, torej prekinjamo tudi mi, in Rusija ima načeloma vse karte v rokah, da šutne kar če na Nemčijo, ne? Če. Pa ne bo, ker ni Slovanom ideja, da uničijo kogarkoli, ima namen, da se uniči kabala, reptili in vse, kar je v bistvu zasužnjevalo človeštvo, a ne? In na tem se dela že mnogo časa in realna 3. svetovna vojna poteka že vsaj od leta 2017. V bistvu smatram, da smo blizu konca, ker ena izmed drugih informacij pa je, da, a veste, a ste videvali slike pa posnetke, tanki na vlakovnih kompozicijah iz vseh raznih držav, premiki vojske sem in tja. Takrat smo nekako smatrali, vojska se premika, da bo nekaj naredila za nas, ne? Vojska že dela, absolutno, ampak daleč od tega, da bi uporabljala tisto zastarelo orožje, razne tanke, kalašnikove in jaz ne vem kakšne municije, to ne. Ena izmed informacij, ki se mi zdi precej dobra, je ta, da vozijo vso to mašinerijo na končno uničenje. Ker orožja ta planet ne potrebuje. Zlata doba je pred nami, tisočletni mir, kjer ne bomo se ukvarjali s tem, kako bomo se pred komarkoli branili ali pa kdorkoli koga napadal ali v bistvu kdorkoli koga med drugim skregal, da se bodo pol med sabo napadali, ker vse vojne so bile z lažjo narejene, resnica bo pa vojno končala. Ideja je v tem, da se uniči vse orožje, ker ga ne potrebujemo in ga ne rabimo niti gledati, niti se na njega spominjati. Spominjati se moramo mi tega, kdo smo, kaj v sebi imamo in odkje prihajamo, komu pripadamo, ne? Temu plemenu, mečken beseda slava ima tle nek pomen, nisem se tudi v to pretirano poglabljal, so pa možne razne povezave, ki pridejo s kontemplacijo pa razne besede. Pač tako, Sloveni, Slovani, slava, tako, ok. Zdaj, orožje v Ukrajini se uničuje, ne? In zdaj pod pretvezo, da je treba Rusijo napadati, se vse to orožje tja vozi. Skratka, dajte razumeti vsi, da smo bili ves čas priča nekim lažem, da se pod pretvezo tega, da bo ljudem dobro naredilo nekaj slabega. In tudi v kontrasmer je ista stvar. Dajmo mi poslati tanke v Ukrajino, da bomo pomagali Ruse ubiti, ampak v bistvu grejo pa vsi tanki v topljenje. A je to 1000% res ali ne, ne dam roke v ogenj, bi si pa strašno želel. No, in če misli kreirajo, pa ne izkreirajo, da se orožje uniči, ne pa da se dodatno izdeluje in pošilja v
kaj svem kaj. Sicer je ena izmed stvari, da takoj, ko so prišli tanki, je Zelenski naročil še avione, ne? In zdaj se malo pričakuje, da še njukice, ne? Torej atomske bombe, ne? Ki naj bi bile enako izmišljene kot virusi, oboje z namenom ustrahovanja. Ker če ne boste pridni, vas bomo pa z njukico, ne? Z bombo. Tudi zato ne dam glih roke v ogenj, ampak mi se zdi precej logično vse skupaj, zaradi tega, ker mnogo stvari v zgodbah, ko jih začneš mičkeno razdeljevati, ne štima. Okay. Zdaj druga stvar, ki se mi zdi ful pomembna, je odlepiti se od bom rekel, pijavk, od narcizma niti nočem več uporabljati, še, tirani, abuzerji, posiljevalci, načrtni izčrpovalci energije. A veš, tudi beseda, da si izčrpan, je nekaj drugega kot biti utrujen. Utrujen si od fizičnega napora, duhovno si pa izčrpan. No in mi smo bili izčrpavani, torej smo bili ver nečemu, če se pa to da izčrpati. Ne? Spet malo besedna igra. No in izčrpljujoči so bili tudi razni odnosi. A veš, si prišel z enega obiska čist utrujen, ne? Ali pa z enega sestanka čist izčrpan, ne? Kako težki ljudje, ne? Nismo pa mi vedeli, da bi se mi lahko tam ubranili, če bi znali stopiti korak nazaj pa se distancirali, ne? Na način, če si zapisal, zapomni si, kdor je hitro užaljen, ga je lahko zelo enostavno ga zmanipulirati, ne? Torej, kadar te skušajo sprovocirati, takrat moraš ugasniti svoj ego. Torej, vdahneš en vdih, ne? Se malo distanciraš, pogledaš od daleč, v bistvu ne reagiraš na prvo žogo in takrat je najbolj pomembno, da nisi užaljen. Ker užaljenost je del ega in kdor je hitro užaljen, je v bistvu lahko hitro in enostavno zmanipuliran. In tu smo mi vsi bili zmanipulirani. Tako da dajmo se ne pustiti takoj nategniti, ne? Okay, in izčrpavanje so bili odnosi, ki so šli na najbližjo. In zdaj se bom dotaknil stvari, ki se jo nisem hotel, pa se jo moram, zaradi tega, ker je mnogo ljudi, malo sem že navrgel in ste mi precej vrnili nazaj, da ja, pa se to je res, pa zakaj bi mogel pa jaz spoštovati nekoga, ki me stalno pije, pa to so lastni starši, ne? In ja, zdaj bom takole prebral. Okolje, kjer je nestrinjanje v bistvu nevarno, se pravi, če se z nekom ne strinjaš, je to nekomu nevarno, tako okolje ni usmerjeno k rasti, ampak k kontroli. Tle smo. Poglejmo državno sceno. Ni dovoljeno ne se strinjati s cepivi, ni se dovoljeno ne strinjati z njihovim delovanjem, v smislu oni da ti pijejo živce na upravni enoti, ali pa kjerkoli imaš ti težavo s to uradno jajcarijo, ne, tu noben nič ne ve, sam kaj pa ti bi vse mogel vedeti, ne, in tebi se digne dekel in reče, se bom snemal. Ne, tu pa zdaj pa ne, vada. To gre vse, je to kontrola, moramo mi to se zdistancirati. In to tako okolje, torej nestrinjanje v družini, rečemo neki, pa reče nekdo, pa jaz pa tole ne bi, jo pa ne moš tako, pa kdo si ti, pa kaj pa. Tudi v okolju domačem, v bistvu družinskih odnosih, žlahtovskih odnosih, je takih primerov v bistvu mnogo več, kot bi si mislili predstavljati ali pa upali predstavljati, zaradi tega, ker o tem ni nihče hotel zares tudi govoriti, ne? Koliko je bilo v bistvu tudi spolnih zlorab in zlorab dušnega sveta znotraj družin. In ni noben od nas obligatorno primoran biti v tesnih odnosih ali pa kontaktih z vašo krvno družino. Matrica je skreirala to. Spoštuj očeta in mater, poroči se in naj vaju smrt in dokler vaju smrt ne loči.
vmes pa na slamco živce pit in človeka pripeljati do točke, ko sem uskegla, ko je parel skero pa nekomu ciknil glavo, ne, pa je bil pa seveda on problematičen, ne, ja, se je nekaj popival, ja, valjda je popival, se ni mogel več tega sveta niti gledati, ne, in tako da mogoče alkoholizem ni niti v bistvu toliko želja, potreba po alkoholu, pa odvisnost, ampak je odvisnost od tega, da zbežiš iz tega sveta, ki ga ne sprejemaš in greš v svojega. Ne? In tam so hitro našli, alkoholik in tako naprej. Pa seveda pozdravila in tako naprej. Ampak nič ni tako, kot zgleda, veste, ne grem naprej. Ker v bistvu na vseh odnosih, tudi družinskih, ne, če je brezpogojna ljubezen, ona ne vsebuje pogojevanja. Ne? Če boš ti meni to, pa bom jaz to, če pa ti meni to ne boš, pa jaz bom pol pa tebi to. To brezpogojna ljubezen tega ne pozna. Če dam primer, jaz pa moje psičke recimo, nisem ni tle, zdaj če boš pa ti pridna, te pa bom pa dal piškot, če pa ne boš pridna, boš pa stradala. Nikoli ne gre za to, jaz imam obe enako rad, so muhaste, treba jih je sprejeti, treba jim je skozi malo pokorigirati, ampak to neko pogojevanje pa kaznovanje pa ne pride v poštev. Mogoče bi res veliko teže te stvari razumel v odnosih z ljudmi, kakor jih razumem res z živalicami. Res one imajo brezpogojno mene rade in me neskončno probajo spoštovati, vendar njihova muhavost je pa tam rekel nagon, pa instinkt gre pa malo po svoje. In se jim je zmeri žal, one zmeri vejo, da so falile, ne, v bistvu, brez da jih kaznuješ. In znotraj čiste ljubezni ni mogoče postati izčrpan. Ja? Postavite to v svoje okolje, v svojem okolju, od koga ste izčrpani, če je ljubezen, pol ni izčrpavanje, ker ljubezen je pretakanje, ne pa kraja. Ne? Temu se reče abuse, črpanje, parazit pije, pijavka oziroma narcis pije. To je način delovanja. Zdaj, kdaj je narcis, pa kako rata, je precej polemik in tega res ne bi rad nikogar mu dal te oznake. Vendar, narcistično delovanje je narcistično delovanje meni škodljivo, naporno, strupeno, omejujoče, zaradi tega se ga jaz moram obvezno zdistancirati. To velja zame, pa najverjetneje velja za čisto vsakega zemljana. Ne? Čakaj, tako in tle v tej fazi bodite pozorni, awareness, spet. Opazujte reakcije telesa, ki pokažejo, kako se počuti duša v prisotnosti ljudi in the name of love. Ne? Torej partnerski, družinski, prijateljski, službeni, jaz ne vem, kateri vse odnosi. Vse ostalo, ne? Se pravi, pazite, kako se počuti fizično, ne? Ker duša se slabo počuti v njihovi prisotnosti. Vse ostalo so le projekcije pričakovanj, ki jih lahko brez slabe vesti spustite. Ne? Je treba določene stvari spustiti, dati prostor, da pridejo neke druge. Ne more biti čaša še bolj polhna, če je pa že polhna. Ne? Če je noter strup, je treba dati strup ven, pa pol lahko pride čista voda. Tako v tem kontekstu sej mnogo je teh nekih, ko se temu reče, primerjav, ali kako že. Ne? In kadar pride življenje, zdaj smo pa tle, ki je čaša prazna, ne? Kadar pride življenje v stagnacijo in ko se zdi, da se nič ne dogaja in da se nič ne premika, to pomeni, da ti je dan čas in prostor za zdravljenje in izpustitev prtljage, ki jo ne moreš več nositi tja, kamor potuješ. Potujemo v 5. dimenzijo. V 3. dimenziji smo imeli čist druge stvari, nekako, bom rekel, pred očmi. Tja, kamor potujemo, en kup stvari ne rabimo. Predvsem ne rabimo nemaščevanja, ne rabimo nezamer, ne rabimo bremen, skrbi. Skrb je toliko neumna stvar,
zaznort, je prav, da je človek pozoren, je prav, da človek je skrben do rastlin, do živali, do sveta, do hiše, do vsega, da pač skrbiš za stvari, ne pa da te skrbi, kako bo nekdo kam prišel. Ne. To je skrb nepotrebna. Jo, me pa skrbi, kaj pa če bo potres. Jo, pa me skrbi, kaj pa če bo nevihta. Ja, ni ono, mislim, in tudi če skrbiš, ne bo nič boljš. Vse smo to že nekaj obdelovali. No, in to, kar sem povedal, ne, v smislu, da če ti deluje, da je stagniramo, nič se ne dogaja, stari moj, to je proces zdravljenja. In zavedajte se tega, ker zna biti, da vam to spremeni projekcijo v življenju. Ne? Ni vse tako, kot izgleda, ni vse slabo, ni vse zlato, kar se sveti, pa ni vse drek, kar zgleda temačno. Ne? Ni, res ni. No, in v tem trenutku, ko smo zdaj v tej epohi, je najpomembnejša stvar biti potrpežljiv med tem, ko se stvari razkrivajo. No, in če smo začeli s tem, kaj mediji trobezlajo, kako so se izkazali nam dohtarji, kako se vam bodo izkazali vsi najrazličnejši odnosi, ne rabite nič niti dosti reagirati. Najpomembnejše je, da znate spustiti in počakajte, kako bo stvar izgledala, ko pride do reveal, do razkritja, razodetja stvari, ko bomo mi resnično videli resnico, ker zdaj je to še vedno nekako zapakirano v nekako, to jezero pa kalna voda. Stvari se morajo umiriti, da se mulj posede in se stvari skristalizirajo. Zato potujemo mi v kristalno dobo. Tako, bo kristalno jasno? Ne, se ni noben problem. Butalci tudi kristalno jasno razumejo. Marsikaj. Veš, butalci recimo pazi to zgodbo. Zakaj? Kako že oni so šli v cerkev, ki je bila premajhna, pa so jo teli razširiti, pa so zdaj, ko pejmo noter, pa jo bomo raztegnili. Ja, ampak kako bomo vedeli, da se je raztegnila, pa dajmo mi plašče zunaj, a ne? In so dali res plašče okrog cerkve, in so se slekli fantje in ženske in so šli noter in se naslonili na steno in raztegnili cerkev, ne? Da so šli zdaj lahko vsi noter. In pridejo ven pogledati in evo, ni več plaščev in butalska pamet je rekla, super, raztegnili smo, ne? Ker če bi bili plašči še, pol ne bi bila raztegnjena, zdaj pa zgleda smo jih povozili, ne? Butalska pamet ni vključevala laži. Butalska pamet ni pričakovala, da nekdo drug je pa prišel pa jim pokradil te plašče. Ne? Ampak butalci so bili zasmehovani, kako zelo so neumni, ne? Ker v bistvu ne vejo, da svet laže. Ne, butalci so iz sebe ven gledali, zato zdaj tudi promoviram to butalsko pamet, ker je v redu. Butalskost je čistost, ne? Vendar svet se je smejal temu. Tudi butalce bo treba drugače razumeti, ne? Ok, čisto toliko za občutek. Ampak spet to mora vsak sam pri sebi skontemplirati. Jaz, če vam vse zgodbice povem, kako jaz razumem butalce, je džabe, boste sem poslušali, pa morate dojeti, razmišljati, vsak mora pri sebi kontemplirati pa dojeti, ne. Razumeti je point, ni point slišati, point je razumeti. No, in če sem prej rekel o cirkusu, ne, ko gre v cirkusu kaj narobe, tako jih pošljajo klovna, ne, in glede na to, da gledamo take razne klovne, je zgleda v cirkusu ful stvari narobe. To se nisem jaz spomnil, prebral sem. Pa že davno nazaj, ampak zdaj se super lepo poklopi. To življenje ničesar ne priporoča. Življenju je vseeno, zato ker je res vse eno. Življenje od tebe želi, da občutke, posledice, ne občutke, življenje želi, da občutiš posledice lastnih izber. Bodi pazljiv, kaj izberaš. Izberaš pa tisto, o čemer razmišljaš prej. Zato moraš biti previden, o čem razmišljaš, ker vsako razmišljanje vodi do neke akcije, a ne? Odločitve. Bom naredil en video, ali ga ne bom, ali ga bom naredil v obliki smešno, ali ga bom naredil v obliki za naročnike, ali ga bom naredil za javno, ali bom izbral temo o račkah, ali bom izbral temo aktualno o črvih. To so moje izbere.
I ako se še kdo spomni, pa se spotakne v verodostojnost, ne, mojo, ne vem, preveri lahko vsak sam, a ne. Okej, in bolj ali manj, kakšna je kazenska razlika med umorom oziroma poskusom umora z orožjem ali pa z injekcijo. Tle v bistvu je res noro, kako sodniki se zdaj delajo, 11. božjo zapoved kršijo, ne vem, mlini peljejo počasi sodni, ne. A veš, to so vse umori, to je genocid, torej prihaja na plano, da so sodniki del iste mafije, torej državniki, vse kar je državnega, od bank do šolstva, do zdravstva, do prava, do vsega, vse je to ista mafija. Zaradi tega čakamo nekaj večjega, ker načeloma je Pfizer sam dal papirje, je napisal, kaj bo povzročilo cepivo. Ti papirji niso skriti več. Pfizer je vedel, da dela morilske bocke. To je on vedel. In papirji so zunaj. In tle sploh ni vprašanje, kriv, ne kriv, v našpago, vse temu potrebne, ker se delajo neumne do špage. Vse te videe sem jaz že vam vse to razložil. In da ne bom šel jaz predaleč, bom jaz tlele počasi zaključil. Pazi zdaj. Jaz ne rad uporabljam besedo duhovnost, ne. Višji potencial, doživite, izkoristite, pejte na zdravljenje, zavrtite svoje čakre, uležite se, pa bomo naredili čira čara, pa bo boljše. Jaz tega nočem uporabljati. Ful se probam večkrat obrniti k zdravi kmečki, kekčevi, butalski pameti, k intuitivnemu umu, bom rekel tudi tomu, ja, ZKP, no, kaj če me reči drugega. No, in pazi, se mi zdi ta ful dobra. Nasmej se umazani šali. Spi kako mohito ali pa pivo. Pokadi čik ali pa joint. Ne potrebuješ igrati po nekih določenih pravilih, da bi bil duhoven, ne? Univerzum ne išče nobenih igralcev. Zanima ga tvoje srce, svoje izražanje, tvoja realna biti, tvoje surov biti, tvoj pravi jaz, ki izhaja iz srca. Iz srca izhaja kaj? Tista dela, ki jih delamo radi. To prihaja iz srca. Zdaj mi pa ne res ne bosi iz svojega srca. Stari deli tiste stvari, ki jih delaš rad in ponavljaj jih mnogo. Če rad kvačkaj, je pa kdo pa to kupil? Ta star ne gre za to, da bo kdo kupil, gre za to, da ti kvačkaš. Ne? Jaz tudi pečem kruh, pa ga ne pečem zaradi tega, da ga bom prodal. Ne? Pa tudi požrt ga ne morem celega, pa ga razdam. Ne? Veseli me, da lahko koga naučim, kaj je to izražanje ljubezni, pa narediti nekaj, kar je znala vsaka gospodinja. By the way, jutri tudi pečemo, ne, vsako soboto. Tako da, dajte res delati stvari, ki jih delate radi. Dajte narisati kaj, dajte skvačkati, dajte, ne vem, sestaviti, ne vem, to, kaj imam za sabo, lovilec san, dajte preflancati roža, dajte pripraviti zemljo, da stvari za v zemljo dati. Tudi cvetice, če nimate vrta, pa probite poiskati semena, kako boste v naravo lahko polepšali. Ne vem, malo se zmišljujem, malo vas probam spodbuditi, dajte prožiti stvari, ki jih imate radi, ne? In dajte živeti tako, da boste lahko v starost, da bo vaša starost lahko rekla, si bil pa kar ta prav, svaka čast. Sam sebi lahko rekel, ta prav sem bil, bandit, navihanc, da ne boš rekel, sem bil pa ta prava baraba, ne? Tako. Dajte uživati mnogo, petek je krasen, pri nas že malo sneži, ne, ta februarska zgodba. Jutri ni, malo pečemo, v nedeljo zjutraj 8:15 pa in the house gremo v live, tako da vas vljudno vabim še tam, kjer mi lahko valjda sem ful vesel, kadar mi kaj napišete, kakšne opažanja in tako, zato pa so live, ne, sicer takole tudi super, ne, da ne bo pomote.
Želim vam prečudovit vikend, kjerkoli ga že boste, dajte se spomniti, da preko srca potujejo stvari v pravo smer. Srečno, pa uspešno, pa kaj še, nič ne morem nehati, se to je fora, ne? Kar nekaj, a še nekaj povem. Ne bom v nedeljo, poštimo, par stvari imam že. Uživajte, ajde, čau, čau.